Glede, jaz bi čisto na koncu, doktor Rumeka žal ne bo, bi rekel 2-3 besede, ampak samo 2-3 besede, potem odprl diskusijo. V bistvu bi rekel ne besede, ampak številke. Te dileme, s katerimi se soočamo, so naslednje. Globalna dilema je ta. Ko naj dobrih 40 000 ljudi, ki dela v državi, preživi 500 000 ljudi, ki ne dela upravičeno več upokojencev, 160 000 ljudi, ki dela v tako imenovano dela v javnem sektorju. To je razmerje, ki je postavljeno na glavo. Druga številka je v zadnjih letih je bilo izgubljenih v Sloveniji 60 000 delovnih mest od prejšnjo vlado. V javni upravi je bilo zaposlenih 10 000 ljudi več, to je dvojna sabotaža. Tretje, kar se pa zdi, bi rekel, največji izziv, je pa to, ko smo šli v osamosvojitev, je bil nacionalen program jasen, pridružili se bomo Evropski zvezi v vsem. Pridružiti se Evropski zvezi smo uresničili v tem, da smo znotraj Schengena, da smo v evroobmočju in da smo pač uradni člani Evropske unije. Ampak, kaj je to podrazumevalo? Pridružili se bomo vsem Evropski zvezi. To je podrazumevalo tako, da bomo živeli in delali tako, kot delajo v Evropski zvezi, oziroma v našem najbolj neposrednem regionalnem sosedstvu v Italiji in v Avstriji. Zdaj pa pogledajte Avstrijo. Predsednik zbora za Republiko dr. Šturm je sklical nekoč odmevno srečanje, na katerem je predstavil, da je Dravska banovina v nekdanji Jugoslaviji tik pred vojno dosegla že 70% GDP-ja Koroške oziroma Avstrije. Vsi vemo, kakšni so bili podatki oziroma kakšno to razmerje o osamosvojitvi. Morda se pa ne ve nekaj, kar je pa lahko zaveza in stvar zelo, zelo globokega razmisleka. Republika Avstrija ima 8 milijonov in še nekaj manj ljudi. Republika Slovenija ima 2 milijona. Republika Slovenija je ustvarila v zadnjih 3 letih približno skupen proizvod države 35 milijard evrov. Republika Avstrija je v zadnjih letih šla iz 570 milijard evrov na 600 milijard evrov. Se pravi, ima Republika Slovenija, glede na to, da se ne razlikujemo v kvaliteti, ontološko, karkoli, da imamo skupno preteklost, ima Republika Slovenija neverjetne rezerve. Zvezna Republika Nemčija je v bistvu odpravila nezaposlenost, je ogromna potreba po Slovenci hodijo v Nemčijo, prosijo za delovne vize. Vsak dan se to dogaja, tule, stran od nas. In temeljni premislek je ta, da je treba državo napraviti in javno upravo napraviti tako, da bo omogočala taka razmerja, kot jih poznajo na zahodu od nas v regiji, Furlanija, Julijska krajina, še bolj pa, ki poznajo v prostoru, ki je bil stalno del pač naše zgodovinske entitete, to je v Avstriji. In to je dolžnost prihodne vlade in to je eno temeljno vprašanje pravičnosti. Zakaj pa bi moral delavc v Sloveniji dobiti 700 evrov in lahko delavc v Avstriji dobiti 1300 evrov? S tem, da so življenjski stroški isti. Pa premislek, se pravim, nazaj na neko duhovno podstat tega, kar se imenuje pravičnost, na Jožeta Pučnika in na izzive aktualne politike, ki naj pravičnost je v temeljni besedi to, da ima vsak možnost postati vse, kar mu je po naravi dano postati. Vsem po naravi dano postati enako, ampak vsak lahko postane to, kar mu je dano postati. To je pa odpraviti družbo monopola, odpraviti družbo privilegijev. Slovenija v tem trenutku je družba monopola in je družba privilegijev. To odpraviti, Avstrija pa ni družba monopola in ni družba privilegijev, ampak je zdrava družba zahoda. Tako da se mi zdi to nek premislek, če dodati ob vsem tem.